enem bi sem omenil, da Aurelija in stališče Aurelija Jurija nima veze s stališče Franka Jurija, pa občina Ankaran tudi ne s plinskimi terminali. Še kako? Ne. No, ampak pač jaz sem pohvalil vaše stališče do plinskih terminalov in mislim, da se o tem pogovarjamo. Ne, pustimo Ankaran pa Aurelija Jurija. Pomembno. Tukaj imamo Ministrstvo za okolje in prostor, ki je tudi ugotovilo, da ta stvar z okoljskega vidika ne sodi tja. Kar se tiče Žavelj in Tržaškega zaliva, verjetno bo potrebno tudi strani zunanjega ministrstva narediti. Obenem pa imamo še direktorat za energetiko, ki se ukvarja s pobudo za Koprski zaliv, kjer pa menim, da bi izdaja dovoljenja bila nezakonita, se ne bi bilo v skladu z energetsko strategijo svojo. Hvala. Gospod Juri, zlatno leti besedo. A replika? Ja, izvolite, gospod Popovič. Zelo pomembno to, kar sem povedal. Nisem porabil niti na minut vašega časa preveč, sem pripričal to. Kajti mislim, da je zelo pomembno povedati o zadnji pri vsaki stvari. Če se mi zdaj pogovarjamo spet samo, kaj je danes, moramo vemo, o čem se pogovarjamo. Moramo vedeti, kje tiči zajec, kje so nevarnosti, kje je lahko nevarnost. Danes ni. Danes vemo, da plinske terminale Koper ne bo pika. Župan jasno povedal, občinski svet je povedal konec. Če se občina razdeli, kje imamo kakšno garancijo? Kakšno garancijo imamo, da plinske terminale ne bo? Kje imamo garancijo? Kje je garancija? Še več. Nobene garancije ni. A še več, z vaše strani, kako pa vi veste? A vi že veste, kdo bo zmagal tam? Kdo že bo župan, kakšen bo občinski svet, kako bo? A že veste? A če že veste, potem v redu, povejte se zmenimo. Mislim, jaz mislim, da v demokratični družbi ne moramo vedeti, kaj bo. Vemo samo, da je Luka Koper zelo pomemben faktor pri nas in da če nekdo hoče na vsako silo nekaj razbiti, s tem, da je cel čas, celo življenje podpiral enotnost, pomeni, da nekaj stoji vzadje. Se pravi, ne more priti do nekih ciljev, ki jih ima ves čas. Družina Jurija, zdaj bodo rečete, pa moja žena pa bo drugače, mislim, da prostite. Točno vemo, da je politično vzadje. To je več kot jasno. Ker do zdaj noben od Jurija ni bil za to. Ker naenkrat hočejo biti občina, zakaj? Neko zadnje mora biti. Jaz se bojim in sem pripričan to, da je zadnje tudi plinske terminale. In to me noben ne bo pripričal obratno. Prosim, dokazano je, da je bila družina Jurij absolutno za. In to ne samo tam, tudi na Debelem Rtiču, v Ameriko so še gledati plinske terminale. Prostite, moramo vedeti, kje je nevarnost. Ne, nima smisla, dajmo vse razbiti. Zdaj, on je ta glavni zadobno. Dovolite, da močcejo dovolil sem repliko, čeprav nisem bil slišan v teh mojih željah, da ne nadaljujemo te polemike, bi res prosim, gospod Juri, imate besedo. Hvala, gospod predsedujoči, in za zahvale in tudi tistim, ki so me povabili na ta posvet. Jaz sem držal tako, tudi kot sam pozivate k predmetu današnje razprave. Tukaj bi želel izpostaviti skupne točke. Z gospodom županom verjetno se razhajava v marsičem. Jaz ne govorim nobenih osebnih zamer in upam tudi on me na račun družine mojih sorodnikov bi lahko razumeli pač, da določene zamere obstajajo, ampak pustimo to. Jaz bi rad se osredotočil na tisti del vašega izvajanja, s katerim soglašam. In v nobeni priložnosti nisem in ne bom trdil, da gospod Popovič je za terminale. Mu priznam, da tukaj je držal dosledno držo, ki jo zagovarjam ob vseh drugih razhajanjih glede plinskega terminala, glede na to, da gre za vprašanje vitalnega pomena vseh nas kot Krčanov, torej župana in tudi drugih krajanov tega mesta, se zavedam pomena nekakšnega skupnega in usklajenega nastopa do tega vprašanja. Pa pustimo zdaj, kakšen je bil odnos enega ali drugega posameznika do nekdanjih načrtov, ki mimogrede niso primerljivi s tem, o čemer govorimo danes. Je šel za terminal butana, torej za nekaj tehnološko precej drugačnega,
kar jaz seveda nisem odobraval takrat, zato bi vseeno pozival, naj ločimo tiste, ki so to zagovarjali od tistih, ki seveda ali jih ni bilo zraven ali tega niso zagovarjali.